Spoštovane in spoštovani, dragi prijatelji in prijateljice Vrta spominov in tovarištva ter ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. Prisrčno pozdravljeni na 24. dnevu spomina in tovarištva na prireditvi Naši zakladi, ki smo jo letos poimenovali Naša domovina praznuje. Program smo pričeli s himno naše ustanove. To je vsem nam znana pesem Bosa pojdiva dekle obsorej, pesnika, partizana in narodnega heroja Karla Destovnika Kajuha. Uglasbil jo je skladatelj in dirigent Rado Simoniti, za zbor pa priredil Aleksander Čonč, nekdanji zborovodja mešanega pevskega zbora Slava Klavora Maribor, ki nam je pesem tudi zapel. Zborovodkinja je Branka Radmilovič-Janc. Danes, na ta lep majski dan, smo se zbrali tu v Vrtu spominov in tovarištva, kjer so se vedno zbirali in se zbirajo ljudje, ki se ukvarjajo s kulturo. Našo kulturno zgodovino, politiko, prosveto, to smo mladi po srcu. Mladi v srcih, ki spoštljivo ohranjamo spomin na našo preteklost. Naša domovina praznuje 35 let samostojnosti ustanovitve Republike Slovenije, 85. obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte, od začetka upora proti okupatorju, 30 let ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. Leto 2006 je tako tudi leto velikih umetnikov. Zofke Kveder, Ivana Cankarja, Dragotina Keteja, Srečka Kosovela. Za uvodni nagovor oziroma pozdravu vabim podpredsednika ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, gospoda Ladislava Lipiča. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje, dragi prijatelji, vsi nastopajoči, organizatorji današnje svečanosti, dobrodošli kot vedno na vseh prireditvah, ki jih organiziramo v naši ustanovi, ustanovi dr. Šiftarjeva fundacija. V čast in seveda zadovoljstvo mi je, da vas lahko kot podpredsednik uprave ustanove dr. Šiftarjeve fundacije pozdravim na otvoritvi 24. dneva spomina in tovarištva Naši zakladi, ki letos nosi pomenljiv naslov Naša domovina praznuje. Današnje srečanje ni le priložnost za obujanje spominov, temveč tudi trenutek skupnega razmisleka o tem, kdo smo in predvsem kam gremo. Letos nas povezuje več pomembnih obletnic, vsaka na svoj način zaznamuje našo skupno pot. S ponosom se spominjamo 35. obletnice osamosvojitve Slovenije, prelomnega trenutka, ko smo kot narod stopili na pot samostojnosti, odgovornosti in lastne prihodnosti. To je bil čas poguma, enotnosti in vere v to, da lahko skupaj ustvarimo boljši jutri. Hkrati se poklanjamo dnevu zmage nad fašizmom, ki nas opominja, da svoboda ni samoumevna, da se je za njo potrebno boriti tudi z orožjem v roki, kot so to storili borci in borke narodnoosvobodilne vojne ter teritorialci in miličniki med osamosvojitveno vojno. Je vrednota, ki jo je treba negovati, varovati in prenašati na prihodnje rodove. Spomin na ta čas nas zavezuje k miru, strpnosti in spoštovanju, in v dneh, ko praznujemo dan Evrope, je to potrebno povedati dovolj jasno in seveda dovolj odločno. V današnjem svetu, ki se hitro spreminja in je poln izzivov ali po domače vojn in nasilja, vojnih zločinov in celo genocida, moramo tudi Evropski uniji postati močna in neodvisna, kar pomeni, da moramo sodelovati na vseh ravneh, da bi okrepili našo varnost, povečali blaginjo
in zaščitili našo svobodo o tem, v kakšni družbi in v kakšni demokraciji bomo živeli. Posebno mesto letos namenjamo tudi Kosovelovemu letu. Misel Srečka Kosovela nas še danes nagovarja z vizijo človeka, družbe in sveta. Njegove beseda ostaja živa in aktualna, saj nas spodbuja k razmišljanju, ustvarjalnosti in odgovornosti. In kaj drugega počnemo v ustanovi dr. Šiftarjevi fundaciji, katere 30. obletnico obeležujemo letos. 30-letja prizadevanj za ohranjanje zgodovinskega spomina, krepitev vrednot tovarištva, solidarnosti, ki velja za vse in kulturne dediščine so dokaz, da so ideje, na katerih je bila fundacija ustanovljena, še vedno trdne in tudi potrebne. Spoštovani in dragi zbrani, naj današnji dan ne bo le spomin, temveč tudi navdih. Naj nas poveže v skupnem zavedanju, da je domovina več kot le prostor, je skupnost vrednot, ljudi in dejanj. In prav vsak izmed nas nosi del odgovornosti, da jo ohranjamo, bogatimo in razvijamo. Naj bodo naši zakladi ne le dediščina preteklosti, temveč tudi smerovkaz za prihodnost. In hvala, ker ste del tega. Želimo vam prijetno in navdihujoče druženje in hvala vam. Hvala podpredsedniku uprave ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. Dolgoletno povezanost ustanove in vrta ter občine Tišina bo z nagovorom počastil župan občine Tišina, gospod Franc Horvat. Spoštovani prijatelji, spoštovani gosti, z velikim veseljem vas pozdravljam v našem vrtu, vrtu spominov in tovarištva na Petancih. Že 24-tič smo se zbrali tukaj v vrtu spominov in tovarištva. Vrt, ki je prostor navdiha in svojimi humanističnimi in simbolnimi sporočili še nas prej sporoča, da nikoli več vojne. Na vsakoletni, sedaj že 24. izvedbi pomladne prireditve, se poudarja, da je potrebno negovati medsebojne odnose, razvijati prijateljstvo, ceniti in spoštovati sogovornika, gojiti kulturni dialog, delati in živeti po miru, po mirni poti in tako zelo to živo predstavlja vrt spominov in tovarištva tukaj na Petancih. Pa nam to vsak dan v življenju uspeva. Žal, z veliko žalosti lahko ugotovimo, da ne. Če samo pogledamo naslovnice medijev in spletnih portalov, se na prvih straneh samo novice o vojnah, konfliktih in sporih. Tudi komunikacija med ljudmi je čedalje manj strpna. Vse manj se poslušamo, vse manj nas zanima vsebina, ki nam je podal na sogovornik. Pa se sprašujem, je to prav, ali je to prava smer, kakšen zgled dajemo mladim rodovom. Po mojem mnenju je prava pot nazaj k strpnosti, pozitivnemu pogledu na življenje, da v komunikaciji do sočloveka ravnamo kulturno, zrelo in spoštljivo. Ker vsak človek je edinstveno in čudovito bitje, ki je bilo ustvarjeno, da pusti pečat v okolju in kot takega moramo spoštovati. Spoštovani zbrani, vsem vam želim dobro počutje v našem vrtu ter ponesite sporočilo vrta in današnje pridite na svoje domove, ga ohranjate živega in ga prenesete prihodnje leto ob naslednji prireditvi v naši zakladi s seboj. Prisrčno dobrodošli na Petancih. Hvala. Hvala županu občine Tišina, gospodu Francu Horvatu. Naši zakladi, prireditev in srečanje, ki povezuje generacije, povezuje pesem, praznuje domovina, ki ohranja jezikovno raznolikost, vso moč in lepoto jezika, kar slišimo tudi v pesmi. Z nami je odličen mladinski zbor osnovne šole Tišina, ki ga vodi Polona Hanc. Naj se torej sliši pesem. Belokranjski ljudski Lepa Anka in Igraj kolo v priredbi Uršule Jašovec
In še so rožce tam v vrtu žalvale Koroška ljudska v priredbi Marjana Lipovška. Daj mi, brate, konia swojego, daj mi,
Pesem je umik v samosvoj svet, v svet hrepenenja, svobode. To nam sporočajo mladi. K nagovoru, k slavnostnemu nagovoru, vabim Katjo Huber, predstavnico kluba prekmurskih študentov. Spoštovani, dovolite mi, da vas na tem slovesnem dogodku najprej lepo pozdravim v imenu kluba prekmurskih študentov. Danes stojim pred vami z iskrenim občutkom spoštovanja. Spoštovanja do vseh, ki ste soustvarjali čas, ki ga danes obeležujemo, in do vseh, ki ste s svojim delom, pogumom in odgovornostjo prispevali k temu, da danes živimo v samostojni državi. Današnji dogodek nas združuje ob treh pomembnih obletnicah. 35-letnici samostojnosti Republike Slovenije, 85-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte in 30-letnici delovanja ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. Vsaka od teh obletnic nosi svojo zgodbo, a skupaj tvorijo nekaj več. Skupno sporočilo o tem, da so svoboda, solidarnost in skupnost vedno rezultat zavestnih odločitev ljudi. In prav v tem okviru ima vrt spominov in tovarištva na Petancih posebno mesto. Vrt ni le prostor, kjer se danes srečujemo, je prostor, kjer se na edinstven način prepletajo zgodovina, narava in človek. Je živ spomenik, ki ne govori le o preteklosti, ampak nas nagovarja tudi danes. Vsako drvo v njem nosi zgodbo. Vsaka zasaditev ima svoj pomen. In prav v tej simboliki je njegova posebnost. Da spomin ne stoji na mestu, ampak raste, se razvija in živi skupaj z nami. Vrt nas ne nagovarja z glasnostjo, ampak s tišino. Ne s patetiko, ampak z iskrenostjo in prav zato ima moč. Moč, da nas upočasni, moč, da nas poveže in moč, da nas opomni. Opomni nas na žrtve, na pogum in na vrednote, ki so oblikovale našo skupnost. A hkrati nas opominja tudi na odgovornost. Odgovornost nas živih, da te vrednote razumemo in jih znamo živeti vnaprej. Zato je ključno, da vrt ni le prostor spomina, ampak tudi prostor srečevanja, prostor dialoga, prostor, kjer se preteklost sreča s sedanjostjo in kjer ima prihodnost možnost, da nastane. In prav tukaj ima pomembno vlogo ustanova dr. Šiftarjeva fundacija. Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija nosi ime po dr. Vaneku Šiftarju, izjemnemu pravniku, intelektualcu in človeku, ki je s svojim delom, razmišljanjem in vrednotami pomembno zaznamoval ta prostor. Med drugim je bil tudi urednik glasila Mladi Prekmurec v času delovanja kluba akademikov, kar dodatno potrjuje njegovo povezanost z mladimi in idejo aktivnega, razmišljujočega posameznika. Njegova misel in vrednote danes živijo naprej, prav skozi delo ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. Ustanova deluje že 3 desetletja in opravlja izjemno pomembno poslanstvo. Ne le kot skrbnica vrta, ampak kot aktivna ustvarjalka prostora, kjer se prepletajo zgodovina, kultura, znanje in družbeni dialog. S svojo razvejano dejavnostjo povezujejo lokalno skupnost, regijo in širši prostor ter ustvarjajo mostove med generacijami. Posebej pomembno pa je, da ustanova dr. Šiftarjeva fundacija aktivno vključuje mlade. Z literarnimi natečaji spodbuja ustvarjalnost in kritično razmišljanje. S sodelovanjem z osnovnimi in srednjimi šolami odpira prostor za izkustveno učenje. Z organizacijo delavnic, okroglih miz in projektov mladim omogoča aktivno vključevanje v soustvarjanje družbe. Z mentorstvi in sodelovanjem pri projektih spodbuja razvoj idej in osebnostno rast mladih. In z ohranjanjem vrsta kot prostora naravne in kulturne dediščine mlade usmerja tudi k razumevanju pomena okolja, trajnosti in odgovornosti. To pomeni, da spomin ne ostaja zaprt v preteklosti, ampak se aktivno prenaša naprej. Na tem mestu bi želela izpostaviti tudi pomembno vlogo trenutnega predsednika uprave ustanove dr. Šiftarjeve fundacije, torej gospoda Marjana Šiftarja. Njegovo delo in prizadevanja so ključna za to, da fundacija ostaja odprta, vključujoča in povezana z mladimi.
Iskrena zahvala gre tudi za to, da je omogočil in spodbujal sodelovanje s klubom prekmurskih študentov ter nas vključil v aktivnosti ustanove. Takšna odprtost ni samoumevna in prav zato je toliko bolj pomembna. Povezanost med ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija in mladimi ima sicer dolgo tradicijo, sega v čas kluba akademikov in mladega Prekmurca. In nadaljuje se tudi danes, med drugim skozi delovanje kluba prekmurskih študentov. Leta 2024 je klub prekmurskih študentov praznoval 90 let delovanja. 90 leti povezovanja mladih, ustvarjanja skupnosti ter ohranjanja identitete. To je obdobje, ki jasno kaže, da organizacija obstane le, če temelji na vrednotah, na pripadnosti, odgovornosti in pripravljenosti nadaljevati delo svojih prednikov. In prav ta vidik nas močno povezuje z ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija. Naše sodelovanje ni le simbolično. V lanskem letu smo skupaj sodelovali pri predstavitvi zbornika o skupnosti študentov iz obdobja med letoma 1968 in 1974, torej obdobja, ki je pomembno zaznamovalo razvoj študentskega gibanja in predstavlja enega ključnih temeljev današnjega študentskega organiziranja. Ta dogodek je bil za nas mlade izjemno pomemben, ne le kot pogled v zgodovino, ampak kot priložnost, da razumemo, kaj pomeni aktivno državljanstvo. Kaj pomeni, da mladi prevzamemo odgovornost za družbo in kako lahko ideje mladih dolgoročno vplivajo na razvoj skupnosti. Takšni trenutki ustvarjajo most. Most med generacijami, most med izkušnjami in novimi pogledi in most med preteklostjo in prihodnostjo. Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija ta most gradi že 30 let. Spoštovani, mladi danes živimo v času, ki je drugačen od časa, v katerem ste mladost preživljali vi. Zato prav takšni prostori, kot je vrt spominov in tovarištva, zato so taki prostori, kot je vrt spominov in tovarištva, še veliko bolj pomembni. Ker nas ustavijo, ker nas povežejo in ker nas opomnijo, da družbo vedno ustvarjajo ljudje. Če je vaša generacija ustvarila pogoje za samostojno državo, je naloga naše generacije to, da to svobodo znamo živeti odgovorno. Da je ne pozabimo, da razumemo in da gradimo naprej. Naj zaključim z mislijo. Vrt spominov in tovarištva ni le prostor preteklosti. Je prostor prihodnosti. Prostor, kjer se učimo, kaj pomeni biti skupnost. V imenu kluba prekmurskih študentov se vam iskreno zahvaljujem za vse, kar ste ustvarili. In hkrati izražam iskreno željo, da bomo tudi mladi znali to dediščino nositi naprej. Z razumevanjem, spoštovanjem in odgovornostjo. Hvala. Najlepša hvala za nagovor predstavnici kluba prekmurskih študentov Katji Huber. Upam in verjamem, da so se nas besede dotaknile. Usvojimo jih, vzemimo si jih za navdih in ponesimo sabo naprej. Narod si piše sodbo sam. Ne frak mu je nebo, ne talar. Nas opominja Ivan Cankar, ki bi 10. maja letos praznoval 150. rojstni dan. Veliki mislec in pisatelj v svojih delih išče resnico, svobodo, ljubezen in pravico. Tudi Srečko Kosovel letos obeležujemo 100 let njegove smrti. Nas je vedno znova opominjal o duhu v prostoru. Kosovel je ikona in nesporni klasik modernega slovenskega pesništva. Njegovo delo je še vedno predmet različnih mnenj in predstav. Ta kraški, a hkrati elitni poet je vedno znova aktualen. Od začetka romantične estetike do radikalnega avantgardista in konstruktivista. Umetnost pa je še kako živa na naših osnovnih in srednjih šolah. Umetniško besedo bodo interpretirali učenci osnovne šole Tišina. Lara Lang, Žan Farič in Zoja Petrovič, ki bo predstavila nagrajeno pesem Domovini na natečaju. Spominska obeležja pripovedujejo. Mentorici Bernardka Jureš in Erika Cifer.
Dijakinji gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pa odkrivata vedno novega Srečka Kosovela pod vodstvom mentorice Irine Štulc. Ko je stopil iz gozda, je pogledal na rosno jutranjo pokrajino pod seboj in spreletela ga je neznana sladkost ob toliki lepoti. Z živimi očmi je videl cvetočo dolino, ki se je na obzorju topila v srebrno luč, z očmi svojega srca pa je videl vso domovino od Štajerskih poljan do morja. O, domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: Tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil po zemlji od izhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Pustele že tam, strme proti nebu, slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsul je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev, in je rekel: Veseli ljudje bodo živeli tod. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila. Vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, obstrmi pred tem čudom Božjim, srce ustrepeče od same sladkosti. Zakaj gore in poljane uznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi? Vse, kakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki. Pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Ves veličasten kakor prorok in glasnik je stopil kurent v dolino. Domovini, dovolj nam je bilo tuje oblasti, želeli smo svobode si in pravičnosti, zato skupaj smo stopili, mladi in stari, dovolili smo si sanjati o lepši prihodnosti. Na volitvah naš narod glasno pokazal je, da samostojno državo vedno želel si je. Prvič tako enotni in povezani vsi smo se skupaj odločili o svoji novi poti. Ko vojna prišla je pred naš prag, stopili smo skupaj in premagali strah, s pogumom v srcu in voljo v dlaneh, Slovenija obdržala vse v težkih dneh. Ta slovenska zastava danes ponosom se vija, Prešernova himna glasno in povsod odmeva. Zgradili smo domovino, ki nas povezuje in srca slovenskega naroda napolnjuje. Danes svobodni in srečni smo doma, država samostojna je naša Slovenija. Spomin na tisti pogumni čas pa naj večno živi v vsakem izmed nas. Srečko Kosovel, pa da bi znal, bi vam zapel o svetlo šumečih topolih, o kraškem soncu, v hladnem septembru, o belih ajdovih dolih. Pa da bi znal, bi vam zapel o enem dekletu, tako rad jo imam in je ne dam, za vse na tem svetu. Srečko Kosovel, svetilka ob cesti. Kaj bi bil človek, če ti je težko biti človek? Postani obcestna svetilka, ki tiha razseva svoj sij
človeka. Naj bo, kakor je, ker kakor je, vedno je on s človeškim obrazom. Bodimo dober temu človeku in nepristranski kakor svetilka, ki tiho obseva pijančev obraz in vagabundov in študentov na cesti samotni. Bodi svetilka, če niti mogoče biti človek, ker težko je biti človek. Človek ima samo 2 roki, pomagati pa bi moral tisočerim. Bodi zato obcestna svetilka, ki sveti tisoč veselim obraz, ki sveti samotnemu, blodečemu. Bodi svetilka z eno lučjo. Človek v magičnem kvadratu z zeleno roko znamenja dajoč. Bodi svetilka, svetilka, svetilka. Konc. Truden evropski človek strmi žalostno v zlati večer, ki je še bolj žalosten od duše njegove. Kras. Civilizacija je brez srca. Srce je brez civilizacije. Izmučena borba. Evakuacija duš. Večer peče kot ogenj. Usmiljenje, usmiljenje. Gospod profesor, razumete življenje? Kabinetni ljudje. Sonce na travi, kako je zeleno, kako je dober človek v naravi. Mehak je kot veter, ki v vejah trepeče in ki pajčolane tišine razgrinja povsod, vse povsod. Njegova stopinja se v vetru izgublja, povsod, vse povsod. Kako je preprost človek v naravi, kot ptica, ki plava pretiho nad nami. Ste videli ptico, ki je izletela iz kletke? Poglejte, tako poteka se, kadar v prostosti se znajde. Zatorej, v prostost, kabinetni ljudje, da se zaveste svetlih vetrov, gibanja lahnega gozdnih vrhov, dobre sončne svetlobe, svetlobe nad nami. Živeti, živeti je smisel človeka. Naj ostane z nami ta prodorna umetniška beseda. Z nami pa je danes tudi posebna gostja Marjetka Popovski. Glasbenica, glasbena pedagoginja, kitaristka, umetnica, ki prihaja z Primorske, natančneje iz Izole. Pesem, še posebej ljudska pesem, je zaznamovala in bogati njeno življenjsko pot. Je prejemnica mnogih nagrad in priznanj, še posebej veliko pa ji pomeni zadnje priznanje zlata plaketa Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja. Marjetka Popovski, izvolite. En lep, prijazen pozdrav, predvsem pa tudi tovariški, sončno Prekmurje vam prinašam iz sončne Primorske. Jaz bi rad rdečih rož, jaz bi rožmarina rad, z rožami bi rad ljubezni, z rožmarinom rad bi nad. Jaz bi rad rdečih rož, jaz bi rožmarina rad, z rožami bi rad ljubezni, z
z rožmarinom rad bi nad. Dekle, daj mi rož rodečih, dekle, rožmarina daj, da bom sanjal o pomladi, da bo moj mladosti maj, da bom sanjal o pomladi, da bo moj mladosti maj. Kaj pomeni roža rdeča, kaj pomeni rožmarin? Roža rdeča je ljubezen, rožmarin je za spomin. Roža rdeča je ljubezen, rožmarin je za spomin. Ko ranem jutro ptički so zapeli, naznanjali so lep poletni dan, a v mehkem senu nekdo rane celi, borbi ranjen mlad je partizan. On mirno spi in sanja o svobodi, 100 lepih dni se v sanjah posveti. Krog njega pa fašistov 8 hodi, življenje mlado vzeti mu želi. Ko sva se midva zadnjič poslovila, iz mojih ust utrgal se je glas. Ko greš v borbo daljno tiho goro, ostani zdrav in ne pozabi nas. Ko greš v borbo daljno tiho goro, ostani zdrav in ne pozabi nas. Zdaj te že dolgo črna zemlja krije, v grobu geneš ti slovenski cvet. Sovražniku pa zadnja ura bije, tovariš tvoj osvobodil je svet. Sovražniku pa zadnja ura bije, tovariš tvoj osvobodil je svet. Osvobodil je svet. Svoboda. Svoboda je ptica, je kako resnica, daleč leti. Svoboda je v zraku, na vsakem koraku v meni živi.
Svoboda je moja, svoboda je tvoja in vsak jo ima. In svoboden je človek, ki svobode nikoli ne da. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da un partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da un partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire su montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo fiore da un partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Hey! La 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 la. La 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 la. Era rossa la sua bandiera, e bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Era rossa la sua bandiera, la bandiera del lavoro. Era rossa la sua bandiera, c'era scritto libertà. Najlepša hvala. Na oder pa znova prihajajo pevci moškega pevskega zbora Slava Klavora Maribor. Pod dirigentskim vodstvom profesorice Branke Janc-Radmilovič bodo izvedli 3 skladbe. Sem šel čez Gmajnico je stara koroška ljudska pesem, zapisal in za zbor jo je priredil Oskar Dev, pravnik, skladatelj in zborovodja, med drugim tudi ustanovitelj glasbene matice Maribor pred 107 leti. A napev pesmi Sem šel čez Gmajnico je že 3 stoletja in pol pred njim pritegnil pozornost Jakobu Petelinu Galosu, znanemu kranjskemu oziroma slovenskemu pozno-renesančnemu skladatelju. Ta je namreč napev iz te pesmi uporabil v enem od svojih motetov. Zelo drugačna kot pot fanta iz Koroške doline Rož od njegovega dekleta k domačiji, pa je pot, o kateri govori skladba Oh, kako je dolga pot. Avtorja besedila in melodije te neuradne himne izgnancev sta Irca Jimmy Kennedy in Michael Carr. Priredba za zbor, ki jo boste slišali, pa je delo skladatelja, zborovodje in glasbenega pedagoga Jožeta Leskovarja. Žalost, trud, vztrajnost, neopogljivost in premagovanje, ki so izražene v skladbi Oh, kako je dolga pot, lahko razberemo tudi v pesmi Bori Srečka Kosovela.
Četrt stoletja po pesnikovi prerani smrti jo je občuteno uglasbil skladatelj in pedagog Alojz Srebotnjak. Tako za modernističnega poeta s Krasa, kot tudi za plodovitega skladatelja iz Notranjske lahko rečemo to, kar je ugotovil že prekmorski ljudski godec Jožek Kociper iz Beltinške bande. Posluj pa duša je eno pa isto. Prepustimo torej zdaj besedo zapeto in glasbeno dušo moškemu pevskemu zboru Slava Klavora pod vodstvom zborovodkinje Branke Janc Radmirovič. Sem šel čez Majnico, sem slišal ptičke pet lepo. So pele ptičke pisemco, od svoje večne gnezdo. Od svoje večne grem domov. Pojdi mi, od svoje večne grem domov. Pogrej se bom na breg podal, zelen klobuk na glavco djal, za nja bom dal papira dva, da me bo vidla dičerca. Pojdi, da me bo vidla dičerca. Pojdi, da me bo vidla dičerca. Kako je dolga, dolga, dolga pot, iz tujine imamo dolga pot. Cesta bela je tako, sonce sije na zemljo, na to dolgo, dolgo pot. Cesta bela je tako, sonce sije na zemljo, na to dolgo, dolgo pot. Kako je dolga, dolga, dolga pot, očka Zova in mamica pot. Tam sta tudi bratca dva, vsako srta žalostna, tja je dolga, dolga pot. Tam sta tudi bratca dva, vsako srta žalostna, tja je dolga, dolga pot. Kako je dolga, dolga, dolga pot, žica doza je tako dolga pot, da ne morem skozi njo in strašak stoji pred njo, pot ta dolga, dolga pot.
zemljo, od ta dolga, dolga pot. Oh, kako je dolga, dolga, dolga pot, istuje pa dolga, dolga pot. Tam že čaka hišica, zapuščena, prazna vsa, polja neobdelana. Tam me čaka hišica, zapuščena, prazna vsa, polja neobdelana. Ker podobni ptiči pregovorno skupaj letajo, tudi podobni pevci skupaj pojejo. Zato se v nadaljevanju pevskemu zboru Slava Klavora na odru pridružuje naša kantavtorska gostja Marjetka Popovski. Obojim pa niso skupne le partizanske pesmi in negovanje glasbenega uporništva oziroma pesništva upora, temveč tudi primorske korenine.
Pevci predvojnega zbora Jadran so bili namreč matica po drugi svetovni vojni porojenega pevskega zbora Slava Klavora in tudi Slavino oče izvira iz severne Primorske. Marjetka in Klavorovci bodo skupaj zapeli dve partizanski pesmi, pri katerih pa spet ni šlo brez primorskih soavtorjev. Besedilo pesmi Bratje Leksoncu Svobodi je napisal pesnik, prevajalec in partizan Mile Klopčič, za zbor pa jo je po ruskem napevu priredil Rado Simoniti, torej skladatelj, ki je uglasbil tudi himno vrta spominov in tovarištva Bosa pojdiva dekle ob Sori. Zadnja pesem današnjega programa pa bo koračnica Hej brigade, ki velja za neuradno partizansko himno. Besedilo zanjo in zasnutek njene melodije je v letih 1942-1943 skoval partizan in pesnik Matej Bor. Vladimir Pavšič. Melodijo je dovršil skladatelj France Šturm, za zbor pa jo je priredil Karol Pahor. Prisluhnimo torej posebej za današnjo priložnost združeni zasedbi moškega pevskega zbora Slava Klavora in partizanske trubadurke Marjetke Popovski. Bratje Leksoncu Svobodi, bratje neurno na plan, noč je bolesna za nami, pred nami svobode je dan. Noč je bolesna za nami, pred nami svobode je dan. Bratje, podajmo si roke, bratje, prezirajmo smrt, sveta posveta je borba, naprej naš sovrag naj poslrt. Sveta posveta je borba, naprej naš sovrag naj poslrt. Bratje, Leksoncu Svobodi, bratje, neurno na plan, što nam je sonce svobode, že staja iz temeljnog dan. Šlo nam je sonce svobode, že staja iz temeljnog dan. Hej brigade, hitite, razhodite, zatrite požigalce slovenskih domov. Hej mašinca, zagodi naj odmeva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Hej mašinca, zagodi naj odmeva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Kje so meje pregrade za slovenske brigade, ne za nas ni pregrad in ne mej. Po strevenih oblačnih in po grapah temačnih se od zmage do zmage naprej. Po strevenih oblačnih in po grapah temačnih se od zmage do zmage naprej. Čez poljane požgane, tja do Vilne Ljubljane, naša vojska prodre kot vihar. Dokler tu so brigade, kdo zemljo nam ukrade, na slovenskem smo mi gospodar. Dokler tu so brigade, kdo zemljo nam ukrade, na slovenskem smo mi gospodar.
Hvala moškemu pevskemu zboru Slava Klavora in zborovodkinji Branki Janc Radmilovič ter Marjetki Popovski. Prav tako prisrčna hvala za čudovit nastop učencem osnovne šole Tišina in dijakinjama gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer ter njihovim mentoricam. Iskrena hvala vsem današnjim govorcem in slavnostni govorki. Hvala vsem, ki ste s svojim prihodom obogatili današnjo prireditev, ampak ta še ni končana. Skratka, hvala vsem, da ste bili z nami in še boste danes z nami. V družbi članic Društva deklet in žena Sončnica iz Tišine, v imenu ustanove dr. Šiftarjeva fundacije pa vam želimo vse dobro, da se zopet srečamo tukaj v vrtu spominov in tovarištva. In še povabilo, kot rečeno, nismo še končali, predstavnico kluba prekmurskih študentov Katjo Huber naprošam, da posadi spominsko drevo, to je sterilna češnja Primus avium. Pa srečno!